Ni prav, da nekdo, ki dela, plačuje bistveno več davkov od nekoga, ki samo oddaja stanovanje. In ja, podpiramo prerazdelitev davčnega bremena z dela na dohodke iz kapitala, torej dividende, obresti, kapitalske dobičke in najemnine in na nekatero premoženje. Previdno, ampak definitivno tudi premoženje. Ampak ideje, ki jih pa neutrudno širijo predvsem SDS in njegove hčerinske in satelitske stranke, so pa nevarne. Ta pristop je po en stran pobrat bistveno manj. Slišali smo socialna kapica, plus ukinitev zgornjega razreda, plus zvišanje splošne olajšave iz 5,550 na 8,500. To vse skupaj, vključno z oceno fiskalnega sveta, stane tako milijardo na leto ali več. Na drugi strani se pa obljublja več za znanost, inovacije, razvoj, šolstvo, več za gospodarske subvencije. Samo stranka SDS je v zadnjih 2 letih samo upokojencem obljubila 1,7 milijarde evrov. Podprla je Ruparjev zakon, dvig vseh pokojnin za 20, 10 ali pa 5% in podprla je par dni nazaj 13. pokojnino, za 12 pokojnin damo 9 milijard, še ena pokojnina zraven pomeni 750, dajmo dodatke proč, 700 milijonov. Torej, na en stran milijarde manj v blagajno, na drug stran milijarde več iz blagajne. To je enostavno nevarno. In zdaj, čakajte malo, v Evropi imamo trenutno 10 držav, ki so pod sankcijami, torej postopek zaradi presežnega primanjkljaja. Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška, Romunija. Od teh 10 držav jih je 8 takšnih, ki je v zadnjih 5, Francija 9 letih, počela točno to. Zniževala davke in predvsem na dohodek in se spravila v resne težave. Od tistih 2, ki nista, je recimo Belgija, ki pa ima 107% BDP-ja svojega primanjkljaja. Torej, dati nekomu, ki predvolilni cirkus gor ali pa dol, ponuja takšne ideje z resnim obrazom, takšnim ljudem ne moramo dajati odgovorno dati upravljati javnih financ v prihodnosti.